Januarja se je v skladu z evropsko zakonodajo zaprla deponija v Kovorju, na katero so odlagali odpadke iz Tržiča in okolice, pa tudi iz nekaterih drugih krajev Slovenije. Deponijo prva 3 leta čaka sanacija, nato jo bo treba še vzdrževati. Občinski svetniki so po javni obravnavi sprejeli podroben prostorski načrt za ureditev deponije. Gre pa za rešitev, da se znotraj nekdanje deponije, ki zdaj ne služi več kot odlagališče, naredi prekladalni plato za potrebe različnih odpadkov z področja cele občine Tržič, hkrati pa se tudi prestavi bakla, da se modernizira odplenjevanje, zmanjša smrad in pa poveča komfort naših obiskovalk in obiskovalcev oziroma občanov, uporabnike deponije, da se bo tam postavilo še večje število posod za ločeno zbiranje, da bo ločenega zbiranja še več, predvsem pa želimo zgraditi tudi kvalitetno nadstrešico, ki bo omogočila, da bodo naši občani to storitev kvalitetno opravili tudi v primeru slabega vremena. Potem, ko je direktor Sebastijan Zupanc pred tedni zapustil Komunalo Tržič in se raje posvetil izzivom vodenja zbornice komunalnega gospodarstva v Ljubljani, je občinski svet za vršilko dolžnosti direktorice Komunale imenoval Vesno Jekovec, ki dobro pozna tamkajšnjo problematiko. Gospa Vesna Jekovec je bila že do zdaj 19 let zaposlena v komunalnem podjetju in bo po odhodu starega direktorja upravljala naloge vršilke dolžnosti do predvidoma septembra ali pa oktobra, ko bo občinski svet dobil v glasovanje in pa potrditev novega direktorja in pa direktorice. Vidite, da je bila potrjena za veliko večino glasov, ima tudi podporo zaposlenih v domačem podjetju. Nenazadnje smo z njo izjemno sodelovali do sedaj in trudili se bomo, da gre tako tudi naprej. Sicer pa so svetniki na četrtkovi seji znova izrazili ostro nasprotovanje morebitni ukinitvi poštnega urada v Križah. Krajani se namreč še vedno bojijo, da bodo ostali brez poštnih storitev, čeprav jim je Pošta Slovenije zagotovila, da urada ne bo ukinila, ampak ga le preoblikovala v pogodbeno pošto. Imamo obljubo iz državnega podjetja, da bojo poskušali odnos urediti preko tako imenovane pogodbene pošte, nimamo pa še podatkov, ali so bili na tem razpisu za pridobivanje zasebnega pogodbenika uspešni ali pa neuspešni. Zagotovo pošta, poštno okence za upravljanje poštnih storitev in pa plačilnega prometa v Križah mora ostati.